Ja, zelo dobro vprašanje, ki je postavila Nataša. Ključno vprašanje, življenjsko vprašanje, kaj je naše življenje in kaj smo spoznali skozi izkustvo našega življenja. No, katerokoli delo pomeni, človek mora delati. Delok pomeni pa delo na onostranskem času, to se pravi, kaj počenja duša, to je delok, ko človeško telo umre. Vendar, izkustva so zelo pomembna. Pomembno je, da se rodiš v takih družinah, ki že življenje teh družin je ena raziskava. Tudi ena sreča, eno znanje. Jaz sedim tukaj v Božjevoljevi hiši. Moja mama rekla, ti boš duhovnik. Jaz sem bil tiho in zdaj, pri 80 letih, sem vsak dan v studiu z eno največjo zakristijo. Ma nisem duhovnik, tista vrsta. Povrnemo se na izkustvo. Katerikoli izkustvo je šola. Šola na papirju ni nič. Je treba preizkusiti. Zapravi, preizkusiti svoje oči, svojo dušo, svoje roke, svoje noge, celotno telo. In najdemo pravzaprav motive za življenje, za preživetje. Naši predniki so bili mojstri, so živeli za preživetje in še kaj več, da bi spoznali tudi samega sebe. No, tukaj so različne izkustva. Moja osebna izkustva so bila taka, da sem moral vedno pomagati v družini. Jaz sem bil prvi sin in je bilo 5 bratov, ena sestra še pred mano. Pomagati v družini, da je oče, časi so bili taki, da smo preživeli. To se pravi, že kot otrok sem mogel pomagati očetu na njivi, ker ni mogel početi tistega, kar je bil sposoben. Šele pozneje se je spet vrnil v trgovino z mesom. Ampak zato je bilo treba najprej preživeti, to se pravi kmečko življenje. Veste, kmet mora biti zelo inteligenten, da mu kaj zraste, da lahko tudi kaj proda. In jaz sem zelo lepe izkušnje iz te moje mladosti, ko smo kidali gnoj, ko smo nakladali gnoj, ko smo ga vrgli v brazdo, smo sadili krompir in krompir je zrastel, smo ga pobrali in tudi prodali. To je celoten proces prirodnega, naravnega življenja. Vsaka družina na deželi je imela to izkustvo. Seveda tukaj smo imeli pa tudi po mami izkustvo, veliko izkustvo obdelave lesa. Že moj nono Butkovič je bil tako napreden, da je imel prvi parno postrojenje industrijsko za obdelavo propellerjev za letala. Moj oče je bil tudi praščar in tudi usposobljen za predelavo mesa. Jaz sem moral postati tudi kmet, praščar, čarobni človek prašička, ker prašička se je mogla darovati. Prašiček ni smel trpeti. In moj oče je bil prav izredno talentiran za to, da smo žrtvovali tega prašiča, po domače prašca, zato da je družina preživela s vsemi temi izdelki, ki so bili. Zapravi, to meni ni tuje in sem tudi to postal uradno. Seveda moja pot je šla naprej. Ko moja nona me ni pustila, da bi bil umetnik, je rekla, ti boš revež, ker družina, ki je imela 7 mesnic, je marsikakšni mesnici morala dati meso zastojnim umetnikom, ki niso imeli od čega živeti. Zdaj, pravi umetnik mora preživeti tudi s svojim delom, vendar, ker je umetnost nad povprečjem, je potem težko dobiti mecene oziroma ljudi, ki bi to kupovali.
Jaz že kot otrok, prvi dizajn je bilo pri 4 letih, ko sem iz pokrovčka Coca-Cole oblikoval skladbice, krožnike, velike, nizke, skledene in to potem posredoval kot igro mojim prijateljem, otrokom in celo otrokom tistega, ki mi je dovolil, da sem stal kot to na brežini oziroma Sesljanu po slovensko, krožničke, da mi je potem dal Coca-Colo. Krožnički so bili namenjeni svojemu sinu, ker je rekel, kakšen dizajn. No, potem se je pa to vse skupaj razvijalo in vsak del mojega življenja, mojega dela v družinah je bil koristen za spoznanje, da v naravi vse prihaja iz narave, mi živimo to naravo, jo oblikujemo, se tudi razvijamo, tudi tehnološko v nekem smislu in se spet vrača vse v naravo. Ampak zakaj živimo? Zato, da spoznamo, kdo smo, s kim prihajamo in kam gremo. No, pretekla so leta, izkušnje so bile zelo velike. Največje izkušnje so bile, seveda, kot otrok v družinah, to je največja izkustva. Pozneje pa kot dozorel je bila pa Indija, Purna avatar, to se pravi polnokrvni avatar na zemlji. Mislim, da je to sreča, da smo ga spoznali. In kakor je bilo v Svetem pismu pisano, da Bog, da sin je v očetu, oče v sinu in največje ime za Kristusa je Saj, je Isa. Ena beseda ima dva pomena, z leve in z desne. To se pravi, vse je v Božjem stvarstvu. Ampak kdo je Bog? Bog je človek. Potem so pa skrivnosti kozmosa, skrivnosti našega sveta in izkušnje zgodovinskih porekel civilizacij, ki jih je bilo nešteto. Največje sporočilo je to, ko damo roko spodaj, pomeni, da damo daritev. Ko damo roko na vrh, pomeni, da smo povezani z Bogom. In iz tega nastane najstarejši znak, slovenski, ki je pa tudi svetovni znak. To in to. Celo na naših strehah planete imajo to risbo. To je pomeni Bog. Kar je piramida, kar je v nebesih, je na zemlji, kar je na zemlji, je v nebesih. To so velike izkustve, ki pomenijo, da človek je božansko bitje. Seveda se pa lahko razvije v negativni smeri, o tem ne bom govoril, ampak imamo še črno barvo, hudiča, ali pa belo barvo, ki pomeni sveta gora, obsijana z sijem, ki jih sama gora nosi v sebi. To so pa skrivnosti naše narave. Slovenci imamo ogromno skrivnosti na zemlji in še pod zemljo. In moramo te stvari raziskati, jih prenesti v življenje, da bi se še boljše razvijali in da bi lahko učili, ker slovenski jezik je najstarejši jezik v svetovnem merilu, v svetu je nastal, kot so nastajale civilizacije. In vse imamo v jeziku, je celotna zgodovina, vsaj približna, slovenskega naroda. Hvala.